Inspiracijski podcast za Majo Monroe. Pozdravljeni, dragi poslušalci, ponovno v Fine podcastu, kjer vedno znova gostimo ljudi, ki delajo to, kar jih veseli. Tokrat je z mano Boštjan Selinšek, fotograf in snemalec. Boštjan, pozdravljen. Pozdravljen. Česa si več, snemalec ali fotograf? To sem se na neki točki mogoče kar pogosto spraševal, da bi se specializiral v eno smer, pa sem nekako ugotovil, da mi je kar oboje mi ugaja. Mogoče sem malo več fotograf kot snemalec, mi je vseeno bližje, ampak tudi snemanje mi je blizu. Ok. Kdaj si v bistvu začutil to strast, da bi ti delal z fotoaparatom v roki? Začel sem precej zgodaj, mi je že v bistvu nekako oče vsadil to idejo v osnovni šoli, ko si je nabavil en izmed relativno malo boljših digitalnih fotoaparatov. Začel pa sem enostavno tako, da sem vzel fotoaparat in se začel poditi po vrtu, slikal rožice, čebele, neke podobne zadeve. Rožice so vedno prve, niso? Ja, v bistvu so Jaz zelo... imam tudi eno fotko z rožami, mojo prvo fotko. Ali ne, čakaj, flaša je. Flaša, rožice so druge. Ja, vinska, mislim, da je. Ja, rožice so fajn, so Pri miru. So pri miru, ne motijo te, ne rabiš jih umeščati nekam in so pač tam in so vedno lepi lik. Ja, in potem si kar sledil temu, ali kaj? Nikoli nisi začutil, da bi kaj drugega še si vedno vedel, da je to, kar hočeš delati? Zdaj, vedel nisem, da je to, kaj želim. Je mi bilo fajn, šel sem to pot in se je v bistvu zelo počasi nadgrajevala, dokler ni prišel prvi ček z denarjem, prva prodana slika, prvi najet dogodek, kjer sem fotografiral in potem se je v bistvu tako razvijalo vse skupaj. Kakšen pa je občutek, ko v bistvu dobiš ta prvo naročilo, tako resno? Je bilo kar adrenalinsko. No? Adrenalinsko, ok. Spomnim se, da sem takrat prodal nekaj fotografij čebelarskemu društvu, ki so odkupili nekaj fotografije čebelice in rožic. Se je splačalo začeti z rožami in čebelicami. Se je splačalo, so tudi profitabilne. In potem je bilo od tu naprej si začel verjeti v sebe, ali si vedno verjel v to, da lahko z tega služiš denar? Ker to je kar, mislim, sej fotograf danes je poklic, ki v bistvu prinaša denar, oziroma si lahko kar dober biznis tega narediš, ne. Ampak vseeno se mi zdi, ful vas je fotografov, ne. Si imel kdaj ta izziv, oziroma ta dvom v sebi, bo meni uspelo prodreti med vsemi fotografi, ali ne? V bistvu ta dvom nikoli ne gre vstran, ta dvom vedno obstaja. Ne bom rekel, da se dostikrat sprašujem, ali je to, kaj lahko jaz dolgoročno počnem, če me bo zdrževalo, zaenkrat deluje in pač v to smer tudi grem. Dokaj bom videl, da ne gre, bom začel razmišljati o alternativah, ampak je naporno, je velika konkurenca, je tudi vedno več povpraševanja in se mi zdi, da če si dovolj fleksibilen, dovolj odprt za nove zmožnosti, nove opcije, gre dalje. Kaj pa je recimo največji izziv ker vsem nam, laikom, pač se zdi, da to malo držiš fotoaparat v roki, malo skačeš levo, desno, plezaš po drevesi, fajn se imaš, poznavaš super ljudi, ampak ni glih tak, verjetno ima ta poklic tudi neki svoj naporni del. Kaj je najbolj naporno? Najbolj naporno je sedeti za računalnikom in iskati neke nove stranke, neki novi marketing, v bistvu več ali manj to počneš sam. Je področje, ki ga ne poznaš, ki ti ni blizu in je pač nujno potrebna zadeva. Se pravi stržiti se, ne? Ja, tako je. Pač vsi si želimo biti umetniki, ampak biti umetnik pomeni veliko časa sedenja za računalnikom, raziskovanje, pač delati XY zadeve, da lahko v bistvu ti počneš to, kaj ti je bolj pri srcu. Si mogel kdaj tudi druge stvari delati, da si lahko vzdrževal recimo to svojo strast do fotografije, predno si začel s tem zares služiti denar, si delal še kakšne druge stvari? Ja, v bistvu sem
skoraj vsako poletje med študentskimi časi delal na sortiranju odpadnega železa. Wow, to pa je specifično. Ampak dobro, imel sem cilj, želim si ta objektiv kupiti. Dobil sem tudi dosti več motivacije v tistem času, da je to, kar si želim. Opravil sem tudi nekaj pisarniških del, ki so mi dali tudi dodaten zagon, da ne želim biti v pisarni, da želim biti zunaj in aktiven. In so te zadeve ti dajo kar motivacijo. Ja, verjamem, mislim. Sploh tu sva si blizu z razmišljanjem, to sedenje v pisarni cele dneve ali pa plezanje po drevesih je zagotovo bolj zabavno. Kaj je tvoj mogoče en projekt, ki si ga do zdaj naredil, pa si najbolj ponosen na njega, ta fotografsko snemalni? Najbolj ponosen, mogoče neka serija fotografij, ko sem pol leta živel v Gani, mi je dala to možnost, da sem bil na eni točki dlje časa in sem čakal na tisti popoln trenutek nekega sončnega zahoda ali pač nekaj trenutka, ki mogoče, če bi potoval samo en mesec, tega ne bi uspel ujeti. Mislim, da pol sem videl tudi malo druge perspektive države in samega načina fotografiranja. Drugače pa tudi ta projekt z težkim stand-up maratonec, ker smo 33 dni skupaj praktično živela v avtodomu v majhnem kombiju. Vsaki dan smo se pospela na drugi breg in sem ga spremljal. In je nastal kar, se mi zdi, dober skupek na koncu ta video. Ja, v bistvu je res, sem si ga pogledala. Vi si ga tudi pogledajte, poslušalci, res ful dober video v bistvu in tak, ker lahko hodiš zraven, ko gledaš ta video, mislim, res se lahko vživiš. In to se mi zdi ravno ta posebnost, no, to se mi zdi tisto, ko je nekdo res dober v tem, kar dela, ko se vidi, da te veseli to, kar dela, se pravi, da zajame ali skozi fotografijo ali skozi video pač realno situacijo. Sicer fotka nikoli ni to, kar lahko vidimo z očmi. Pa vseeno se mi zdi, da se, če res dobro narediš to kot fotograf, da se lahko temu kar zelo približaš, ne. Imaš ti to v mislih, ko fotkaš, ali fotkaš zelo spontano, pa kar bo, na kak način ti pristopaš? Ja, želja mi je vedno v bistvu dobiti neko zgodbo, čim bolj pristno kot je, ki se najbolj gledalec lahko vidi, občuti. Res je, da bo vsako fotografijo si bo lahko nekdo drugi po svoje interpretiral, tudi če nekdo vidi tak in je bilo tak, lahko nekdo vidi zadevo drugače. Mislim, da je pač potrebno si pri določenih zadevah vzeti malo več časa, da se v bistvu ti tudi navadiš na okolje, da se ostali okolje navadi na tebe in lahko potem takrat dobiš tisto pravo zgodbo. Takšne zadeve so dosti bolj naporne, bolj redke, ampak so toliko bolj pristne. No, in ko si glih omenil tudi potovanja, ogromno si potoval že po svetu in kot fotograf verjetno gledaš vseeno z nekimi drugimi očmi, dostikrat skozi objektiv tudi, ne, na stvari. Ali ti vidiš recimo v svoji fotografiji ali pa skozi svoje videe tudi nek kanal, neko možnost, da v bistvu predajaš družbi tudi kakšno sporočilo o svetu, oziroma kak ti vidiš današnji svet, no, kot fotograf? Malo bolj filozofsko, da greva zdaj. To je tako kar kompleksno vprašanje, malo razmišljati. No, ampak jaz verjamem, da kot fotograf v bistvu ne fotkaš samo tako, ampak da tudi občutiš stvari, ko v bistvu vidiš. Želim bolj prikazati neko realno stanje, nekega področja olepševati, zato ker je nam bolj prijetno, ko vidimo vso to revščino, ko vidimo lačne otroke, ko vidimo družine na ulici, ampak želim prikazati neko realno plat. Torej, so države, ki imajo manj kot mi, ampak so pa tudi lahko bolj srečne kot mi. V bistvu nikoli ni črno-belo, ni naš način razmišljanja in življenja tisti, ki je pravi, ampak ima vsaka država neke svoje specifike, čeprav jih mi ne vidimo na prvi pogled. Vedno znova opažam, da to, kar mi mislimo, da je prav, pogosto ni prav. In mogoče želim to nekako prikazati včasih, da pač je drugače, znam se dostikrat zdi zadeva slabša, je pa pač drugačna. No. V bistvu je samo drugače, ne? In fotografija se mi zdi kar dobro orodje za to, da v bistvu ljudem pokažeš
neko drugo realnost in jo lažje sprejmejo, kot pa bi jo sprejeli mogoče v živo, ne? Ja, Pa v skozi neke živo zgodbe. si takoj vezan na tisto osebo, je bolj... In soočenje. Ja, soočenje in preko fotografije še vedno imaš neko distanco do tega, da lahko lažje spremeš in tudi bolj sliko zapreš in greš dalje svoje življenje. Je pa res, da so te zadeve, ker čeprav bi si jih želel več delati, so dosti bolj specifične, niso tako profitabilne, da bi rekel. Ne? Tako da je v bistvu boljše to zaenkrat kot neke vrste hobi. No. Ampak se mi vseeno zdi, da ravno te zadeve, ne, ki mogoče niso tako profitabilne, imajo pa nek pomen, neko dušno povezavo, ali kako bi rekla, pač ne, se pravi nekaj za dušo, kar narediš, da je to izredno pomembno pri delu, ki te veseli, da v bistvu ostane pisano. Se pravi, da ne delaš zadeve samo za denar. No. Jaz sem že večkrat slišala od mojih gostov tudi, da v bistvu takoj, ko začneš delati nekaj za denar, pade v bistvu ta občutek veselja za tem, kar delaš. Mislim, se mi zdi, v poklicu vedno znova moram sprejemati neke kompromise, kakšnega projekta se lotim, ali bo ta prinesel več denarja ali manj, in vedno pač poskušaš biti iskren do sebe, kaj želiš početi, ampak tem seveda ni vedno tako. Treba pač sprejeti, kaj pride sploh na trgu, ki ti ponuja, kaj ti ponuja. Ja, poskušam pa tudi v tem prostem času delati tudi malo bolj družbeno koristne projekte. Zdaj želim spostaviti ta svoj brand Plankton Media, ki se bo po eni strani želel specializirati v družbene koristne projekte, vendar bo pa še vedno opravljal komercialne projekte. Ti si drugače kot fotograf, nisi toliko v ospredju, si bolj v ozadju, oziroma si vse posod, ampak za kamero. Ne? Si imel kdaj recimo tudi željo, da bi bil pred kamero, ali si se vedno čutil, ne, jaz hočem biti tisti, ki to vse ujame? Ne, nisem imel nikoli neke potrebe, da bi bil tudi pred kamero, da bi bil jaz na sliki. Tudi zdaj sem malo živčen, priznam, nisem tako navajen takšnih podcastov, ampak je neka nova izkušnja, ki je tudi dobrodošla. No, ker človek se mora odpirati v bistvu novim stvarem, ne, in nove izkušnje, ne glede na to, kaj počne v življenju, nas vedno na nek način bogatijo. Ne. Kaj pa je za tebe, na primer, mogoče za konec samo še najpomembnejše spoznanje v življenju, ne? Ker se mi zdi zdaj pač to, kot fotograf, vidiš ogromno zgodb, vidiš ogromno obrazov, vidiš ogromno krajev, vidiš tudi različne reakcije, recimo na fotografije, na videe, ki jih počneš. Kaj ti je to v bistvu dalo tebi v osebnem življenju? Kako si ti zdaj izoblikoval pač svoje, kaj je pomembno v življenju? Mislim, da je pomembno predvsem neko sočutje do sočloveka, da se zavedamo, da naša pot zelo specifična nam in nas je privedla do tega zaradi okolja. Pozabljamo na druge stvari, ki so nam pomagale, da smo dosegli to, da smo prišli do česa smo. In mislim, da pozabimo, da moramo tudi mi dati okolju nekaj nazaj. Razmišljamo, kaj je prav, kaj je narobe, gledamo preveč iz našega vidika. In pozabljamo pogledati zgodbo sočloveka, kako je on prišel do nekega položaja, ki je prišel. Se pravi, ker naprej zaključke delamo, ne, v bistvu pa bi se mogli mogoče potegniti nazaj, pa mogoče spoznati zgodbo zares. Ja. Dobro, hvala Boštjan danes za ta podcast, dragi poslušalci, tako kot smo zaključili, se pravi, bodite fajn in pomislite tudi, kako fajn doživlja tisti drug, s katerim ste trenutno v interakciji. Tako da to je to, lepo bodite, spremljajte nas še naprej in čau, čau! Če ste se imeli fajn in želite še več inspirativnih podcastov, se ne pozabite naročiti na naš YouTube kanal, lajkati našo Facebook stran in slediti Fajn zgodbi na Instagramu. Bodite fajn, vsak trenutek v dnevu.